Jože Robežnik, YouTuber, televizijski voditelj, piše samo na Wikipediji. YouTuber. Televizijski voditelj, pa spodaj piše, da ustvarjaš pod imenom Joco Hud na YouTube kanalu. Jaz se imam v resnici najbolj za video ustvarjalca. Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. Bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Pa bi pol še, mislim, in televizijski voditelj, recimo, da je to meni enakovredno v življenju. Ne nujno, da je vedno vse enak, rad počnem, pa enak to, zato, ker je TV voditeljstvo mi je super in vse, sam se mi zdi, skozi moram imeti, imam ta občutek, kaj če enkrat, jaz se upravičujem, da sem na potih, kaj če enkrat karkoli gre, če se kaj zgodi, da nimam več, vem, da mi video ustvarjalec ostane. Ja, pa tudi se mi zdi, da danes je tega, bom rekel, tudi lahko načeloma, da bi vse zagustilo, greš lahko tudi montirati neke videe za neko firmo. Ja, to sicer se zelo težko, težko predstavljam. A veš, zakaj si težko to predstavljam? Ker mi je v resnici montirati najtežji. Najtežji se spravim. Zdi se mi, da sem v enih stvarih pri montaži zelo dober, ampak mi je to največja muka, oziroma največ tega, kak se odlašanja se mi zgodi na tej fazi, ko se je treba lotiti montirati. No. Ampak recimo, ko snemaš te varni na internetu, ne v prometu si tudi, ne? Ja. V prometu in na internetu, posod si varen. Posod sem varen, ja. A v bistvu to ti zmontiraš ali ti drugi zmontirajo? Varni, veliko sem jaz montiral. Se pravi, varni na internetu sem vse sam delal, varni tudi tele cestne sem zelo veliko jaz montiral. Ja, ker je tudi sem videl tvoj stil zelo. Ja. Zelo bam. Ja. Ker se mi zdi, da je to kar žgen. Mislim, to kar žge. A si kdaj razmišljal o nekih TikTokih tako? To je krajši format. Ja, sem razmišljal, se pravi, jaz sem tudi že takrat, ko je bil Vine, se spomniš, Vine je bil 7 sekunden, takrat sem videl, ker so tele okrog Gojko Ajkula, pa Luka Marčetič, pa mislim, da je Krupič, Dejan je delal, oni so delali vrhunske in pol, sem jaz se nekaj trudil, pa vem, da smo takrat nekaj časa za Poli delali Vine, tako da smo se v tem noter. Spomnim se, da sem par let nazaj tudi se lotil, da sem si TikTok zloadal in sem ga gledal, češ, da bo malo videl, kakšen je format in to, ampak mi je too much prehudo mi je. Zdi, kaj, da mu to kontenta sproducira. Ja, pa nek ta moment mi je, da je zelo veliko truda za zelo malo efekta v resnici. Ne. Zdaj, da eden tebe gleda 15 sekund, moraš velikih, se mi zdi, da je tudi v tem, da moraš pa več narediti. In se mi zdi težko, se pravi. Eno je, da gledam TikTok, jaz lahko 1 uro pač da gledam TikTok, ali pa sej Instagram, jaz bolj v Instagramu zgubljam cajt, TikTok se mi zdi še hujši, po 1 uri ne vem, kva sem gledal. Ne. Če YouTubea gledam 1 uro, si znam 3 stvari, znam sigurno izpostaviti, ki so mi bile všeč. Tako da mi ta moment me moti in nekako se mi je zdelo, da je to premalo efekta za preveč dela. Ja, po drugi strani pa res se mi zdi, da imamo ljudje vedno zmeraj manj cajta, ne. Redko si vzameš 1 uro časa, da nekaj gledam. Jaz sem gledal vse podcaste, zdaj, ko sem se peljal 14 ur na Nizozemsko, sem si pač prudnil 14 podcastov, ki me je čakali pol leta, sem si jih prebrali. Naštimal, ja. Ja, ampak jaz v resnici podcastov zelo malo poslušam glih za to, ker se zelo malo z avtom vozim. Če imam neke stvari za avtom početi, potem poslušam, ampak v resnici se to zelo tako redko zgodi in sem takrat poslušam, ker drugače pa nočem, ko grem na kolo, nočem imeti, ko grem v hosto, mislim peš, Sej v hosti ni to nek faktor, sej ni noben ti nov iz nekje preletu, a ne? Ja. Ampak, da bi pa, ne vem, enostavno mi je, kaj pa vem, še klebom, še to bom imel, zakaj pa ne bil sam s sabo?
To sem, ne vem, če slišal za Luka Zoranča, to je en bivši ESD, enota za specialno delovanje. Vem za knjigo Ris. Ja, vem za to. Nisem pa... No. On je dobro rekel, če si res strong personality, pač, ko treniraš recimo, ali pa karkoli počneš, ne imeti muske v šesih, ker je to, kao, pač bežiš pred svojimi mislimi. Bo to sam sam na sprehodu, to so hard stvari. Ja. Stran sam od sebe. Ja, sej se strinjam. Mislim, sej tako... Ja. Res, kdaj je bolj lušten poslušati muziko, pa tako, ampak še druga stvar je, da mi gre pa na živce slušalke v šesu. Ni mi toliko dobro to. Tak mi je, ni mi najboljši feeling. Zdaj, ko imam špegle mi une, ta čez mi niso tudi toliko good. Ok, če imam leče, bi načeloma lahko, ampak tako vse to me motne. Načeloma bi, vse v fitnessu bi imel, da je cool muska, se mi gre na živce, če tam nek čuden štanc. Ne. Ja. Sam, po drugi strani je pa res to, ko se rekel, pač kas snot, ne. Zdaj, načeloma je fokus ne bi bil isto, ka mišica, da ga lahko natreniraš, da ga je zmer več. Fokus. Ja, samo ne, da ga porabaš, ne. Ja. Če veš, zdaj sem bil 1 uro, sem neki delal karkoli. Sej tudi na bajku rabam fokus, pa da pa zdaj ne morem nič več, ne. Če ne mogu vsakeč več, pa ne. Sej imaš te različne fokuse, ne, recimo ful sem zanč. En izmed podcastov, ki sem ga poslušal, pa mi je dosti všeč, je bil nek angleški, ki so v bistvu imeli enega tovornjakarja. V bistvu tudi nek inštruktor za te neke nevarne prevoze. Ja. In je ful dobro rekel, tudi ta fokus, ki ga imamo, sicer mislimo, da ga imamo podzavestno, ko voziš, ne? Ja. Ampak ga imaš, pač to tudi moraš ne trenirati, da si ti, bom rekel, v podzavesti pozoren na cesto, pa tudi če karikiran gledaš film, Sure. Neka ta varianta. Ja. In je to kar zanimivo, te fokusi različni, ki obstajajo. In se strinjam, ker recimo jaz vedno manj vozim. Ja. In mi je težko iti na smučanje, vidim, da sem utrujen. Ne? Ja. V bistvu, da v knjigi, ki je bilo čas, mi simpel, ratuje tako, zdaj 4 ure vozim, jaz sem utrujen. Ja, to je že trip, ne? Ja, je, ampak dobro, se je tudi malo od avto odvisen. Definitivno. Yeah. Odvisno, kakšne se zici. Ja, pa tako pa je. Pa udobje, kako si ga navajam, pa če greš svojim, jaz sem to ful pogrunil, če greš svojim, kar mi je 3-krat lažje odpeljati. Razen če ful hujši. Lahko je hujši, sam se mi zdi, da tudi če imaš ti ful dober avto, pa ga nisi navajen. Ja. Pa da se bi kar usedel v nek avto. No, siguren, ja. Pa se odpelj. Ja. No, tako. Daj se smo stick to the plan, da imam par stvari, da te vprašam. Da mi povej, recimo te reklame, pa vse to, pa si se pojavljal marsikje, pa se še pojavljaš. Kako prijaš do tega? Kako iz navadnega človeka, ki je končal gimnazijo Šiška, pa ekonomsko fakulteto, to vse ne? Ja. V Wikipediji piše. Se res? Ja, sej, tako je. Ja. Kako prijaš do teh reklam, pa to? Jaz grem sam pogledati. Jaz sem delal najprej kot ekonomist 5 let in pa sem se odločil, da... Na letalu si se odločil, da tako ful sem, včeraj sem rekel, moram tam stokati. Ne, veš ko, ja. To sem enkrat rekel, že dnem plačljiv članek, ki ga pa nisem prebral. Šel sem za, res sva bila z punco v Ameriki, pa tam sem se skoraj odločil, da zdaj moram probati. Bila sva na couchsurfingu pri enem modelu, ki je bil nek uspešen tam v LA-ju, pa to, a to počakal? Traktor. Koliko je hud traktor. Ja, v glavnem, in sem tudi njemu to razlagal in je bil rekel, mislim, on je bil tako, valjda, ne, dej. Se pravi, to je po mojem 2010, 2009. In pol sem rabil po mojem še par mesecev, v glavnem, da sem tam, ker sem v službi kar nek velik cikl, se pravi, ampak sem pol rekel, neč, to je to. In sem marca dal odpoved, nekaj sem še... Ekonomija, varianta. Pa sem pa rekel, da moram to, pa sem imel pa v glavu nekaj, toliko in toliko moram zaslužiti v toliko in tolikem cajtu. Še bolj pomemben je pa, da naredim toliko in toliko videov. In pa sem pa kar delal neke videe, če nisem imel nič, in pol vem, da sem to folko začel razlagati, že nekdo mi je rekel, ti moraš, ker sem delal neke smučarske videe,
Nekaj ti moraš ure tu košerju reči, ne. In mi je dal na telefonsko, ga jaz poznam. In ni tako, da me je hotel skensati, pa sem mu pa rekel, lahko sem pošljem ti, pa poglej, pa me je tako nazaj klical, prid. Tako da smo neki smo kompenzirali, neki, ki nisem rabo, ampak sem rekel, nima veze, sem da delam, ne. In pa je zelo hmal sem se, je pa spet nekdo, ki je poznal nekoga, ki je poznal, tam delajo videe. Prav so veze. Ja, mislim, veš kaj, folku moraš povedati, jaz to zdaj delam. Ja, ne morete zavohati. Mislim, ampak meni to niso veze v slabem smislu, a ne? To je pač, ti poznaš ljudi in ti rečeš, stari, mene zanima, kako, jaz se spomnim v Šili, se pravi, šolska improliga, smo pač nas kar neki, nas je bilo, zdaj se nam je, da smo kar cool, da nam gre, da vse to, in pa je bila tudi neka oddaja, štafeta mladosti. In vem, da je en friend je bil noter, Janez Trontelj, sem si, ko stari ima je, lahko rečeš, da še mene, ne? Zdaj, kaj je to, a veš, a so to veze in poznanstva, ali je pač to enostavno, da rečeš, mislim, so veze in poznanstva, ampak se mi zdi v nekem čist pozitivnem smislu. Sem čekaj, kdaj je bil pa tu pa tam, ko si tudi igral noter? To je bilo vse takrat enkrat, ja. To je v mojem, kaj je to, 1998, 99. To je vse tukaj Šila, ta štafeta. In pač, meni se je tako zdaj, jaz sem rekel, in pač on čez ene, 3 tedne rekel, ta star, zdaj pa enega ni, sem rekel, pa so rekel, da lahko priješ in sem bil tam. In pa sem tam rekel, jaz bil pa, ko sem videl, da je voditelj neki, pa to sem skozi rekel, če on ne more sloh jaz bi pa bil to, a ne? Pač, jaz seveda, mislim, da se moraš malo naprej metati. Ampak, tle se mi zdaj poraja neko vprašanje, a moraš ti biti dober za to, da tudi ljudje, ali je to dost, da ti, ne da govorim, da nisi bil dober. Ne, se razumem, ne, želja mora biti ta star. Želja, ne? Ja, halo, fakt me. Ne pa dober rataš. Ja, dober rataš pa, kaj jih zadost narediš, a ne? Ja. Pa tudi nikoli nimaš zares feeling, zdaj pa. Mislim, dober začet težko, ja. Ja, ampak le to, pa škaj je bilo še stvar, jaz sem delal, karkoli sem naredil, pa tudi, ali sem delal za nekoga, ali pa sem se sam nekaj hotel sem narediti. Kar sem naredil, sem na začetku pošiljal na vse, sem maile, po mojem, Čakar Mišu, jaz sem najdel na netu maile, pa od teh produkcij, Mangard, ne vem kva. In kaj si kar napisal? Nekaj novega sem naredil, buf. Je tako. Pogledajte, kle. Pa, recimo, če bi zdaj pogledal, ti si zdaj, ko sem bile Takrat, 98, 99. Ne, to je že po službi. To je 2010, se pravi, sem bil 30. 30, ok. Ja. A veš, se mi zdi, da danes je tudi, recimo, marsikjer mladši govori, jaz moram pri 20 že uspešen biti. Ja, mislim... Instagram, TikTok, fore zdaj. Ja, super, sej, mislim, jaz sem zdaj kleka sem, a ne? Ja. Pač, to je moja edina točka, na katero imam vpliv. Ne? Jaz ne morem vplivati na 10 let nazaj. Jaz sem zdaj klej in zdaj pač, zdaj smiselno, zdaj lahko probam narediti od danes naprej stvari, lahko probam hoditi v pravo smer. Ne? Ja. Ne morem pa prej, ne? Mislim, tako da je to dosti sen, po mojem, mislim. Zastopam, kaj misliš, ja. Mislim, vse to je zafukan, ful lažje reči, ne oziraj se nazaj tukaj in zdaj, ampak tako je. Ja. To dejansko je res. Lahko sam to narediš, lahko samo od danes naprej razmišljaš, kako bi čim dlje prišel. Je pa res, da pa se je pa še ena stvar zgodila, pa se mi je pa Slovenija ima talent zgodil. Zdaj, oni so mene povabili na Pop TV in se jaz sprašujem, bi oni mene povabili, če ne bi jaz v njih video pošiljal pa tako, ne vem, lahko da bi me, lahko da mi pa ne bi, Ampak tako pa se pa odvija, pa je, se pravi, en cajt, jaz sem, kakšno stvar sem tudi predlagal, vidim, da imate, ne vem, to je kulizir, imam idejo, ampak to v resnici, to ponovadi zelo malo zaslužiš, takrat, kaj ti neki, gre pa bolj za to, da lahko pa neko svojo vizijo bolj točen narediš, Mislim, in pa narediš tako.
Zdaj, če pa hočeš, da se pa tudi relativno zasluži, moraš pa počakati, da tebe en pokliče, ali pa žal tako je. S tem, da vmes sem jaz tudi ogromno videov naredil, se pravi prek Innovatifa ali pa Future. Takrat sta bile te agencije še na nek način zelo povezani, zdaj sta vsaka zase, ampak jaz sem tam skozi bil na sestankih pa štancov neke, smo z videe delali, svašta. Se pravi, poleg, ker zdaj te poslušam, je tvoj recept samo deli. Ja, načeloma ja, v bistvu. Mislim, ker ne vem, kako drugače, ne vem, kako lahko drugače se sploh naučiš, pa vidiš, a veš, sej... Pa na napakah, ne mislim. Ja. Napakah se učim. To so te modrosti, ki pol... Mislim... Ko te viš, da je res, ampak pol ti je bed, kako ja to posod piše, no mora zdaj tega... Če bi rekel, recimo, kar se meni zdel ful velika stvar, je, da se zavedaš, da je... Če delaš projekt zase, ne? Recimo tako, kaj tole, ali pa jaz delam stvar, pa ne... Je zelo važno, da tudi če se ti ne zdi recimo, da bi sred montiranja rekel, fakt, to je toliko za nič, ne? Da daš ven. Da toliko sestavaš nekaj in daš ven. In rečeš, mislim, zato ker takrat, ker ti je najtežji, vedno razmišljaš o novih idejah, ne, jaz mogo čisto drugače. In ti je ful žur ta začeten del novega projekta, ki so sami ideje, vse se da. In tam boš na unem, boš isto prišel do te točke, boš rekel, fakt, zakva sem kle. Pa v resnici je od unega bedenega dela ponovadi zmer veliko boljš na konc feeling. Ja. Ampak čez to se moraš prebiti. In to posebej velja za vse te samoiniciativne projekte. To nekaj, jaz sem eno idejo, nekaj ful hudega. Ja. To pa smiselno je se zelo omejiti. Se pravi, reči, to je omejitev, kle imaš zdaj 2 stola, 2 majka, da ne rečeš, pa pa malo hodili, pa malo da ni prezakompliciran, zato da lahko štancaš, da jih lahko veliko narediš. Pa pol se mi zdi, da kreativno se znotraj te omejitve rojeva. Jaz sem kar ponosen na te, ki sem te prekinil, varni na internetu. Tam sem bil z nečem omejen, ali da mora sam za mizo biti posnet, ali da mora biti tako, to so bili moji osebni, nisem nikjer predstavil, da je to, ampak tako je pa ful lažje nekaj novega se spomniš, če si daješ ostre omejitve, ker če je vse možen, je tudi šita, ne? Ja, ker imaš preveč bega, mislim. Ja. To sem hotel reči, da jaz pravim dostkrat, da je dolg čas pot do kreativnosti. Ja, siguren, ne. Da mora biti dostkrat dolg čas, če hočeš biti kreativen. Kaj pa vem, no. To sem jaz tako ene srednje, nisem... Je fajn, ampak kaj veš, to zdaj, da ti res rata dolg cajt, ne. Mislim, meni se zdi, jaz rabam najprej iti skozi to, da pozabim na to, kaj vse moram narediti. Da se nekaj sprostim, da ne gledam to, kar bi rad, ali pa da ne delam tist, kar sem že itak imel planu, šele pol mi je lahko dolgcajt. Tako da v resnici meni je težko zdaj dolgcajt, no. Razumeš? Tako da to je kar, meni je ta dolgcajt, to je mogoče za otroke, da jim glih skozi nadaješ pod rit igrač, pa zdaj se pa to igra, zdaj se pa tist, da se malo sam. Ja. Ampak zdaj, mislim, meni je težko, da mi je res dolgcajt, no. Te odpele itak. Mislim, ima 7 milijon stvari, ki bi jih rad naredil, že zdaj ne rabam, že sem to oddelam, je veliko, no, mislim. Kaj pa, čekaj, zdaj imate, to sem prvič včeraj ugotovil, nisem dojel. Včasih je bil vikend paket, zdaj nedeljsko popoldne. Ja. Kaj je bistvena razlika? Jaz sem bil tako, vem, da imaš ti že, 10 let to zadevo plus. Ne, 2015, se mi zdi, se začela pa 2016 po mojem. No. 16, 17, 18, 19, 20. 7, 3 leta, 8 leta. 8 leta. No, kaj je razlika? To nisem dojel. Kaj je razlika? To je bilo 21, da se je zamenjal. Ja, vikend paket je bil Zofa, kjer se je Bernarda z gosti pogovarjala o njihovih projektih, pa o njih. Okay. Pa je bil pa moja miza, ki je bil pa panel bolj šov
kjer so se pa moji 3 gostje, pa jaz smo se pa pogovarjali o aktualnih temah. Ne vem, pust, krofi, vse, ni bilo neki ful težko, niso bile neke take politike, absolutno ne, pa to. In nismo se v njih toliko pogovarjali, ker smo se, kva ti misliš o tem, kva ti misliš tako. Se pravi, je bil panel plus ta običajno. Kle zdaj so pa bolj igrice, pa oba skupaj sva na Zofi. Igrice so pa tako tipa te late night, ki imajo veliko igric. Ja. Ampak zakaj pa ta sprememba tako? To je... Je to vidva sta verjetno samo ustvarjalca ali tudi kreativo zraven? Tudi... Nisem ustvarjalca, voditelja, sorry. Tudi kaj tam pri unim seveda sodelujemo. Čeprav jaz mogoče iskreno je to, kar je postavljen, pol jaz iz tega naprej štartam, pa kako bom povedal, pa kako to. Ampak tam sem pa več bil še zraven pri tej izbiri tem, pa tako, ja. Zdaj je pa, ampak se zdaj ni, da bi neki ful kreativno. Igrice več vnos, kar se zgodi. Ja, igrice so itak, pač reagiraš, ne. Se ni. Ja, pač neki počneš. Velika impro, pač sem, da si tam v trenutku. Sej jaz se vsem pripravim, pa tako, sam pa moraš biti pa tam, ne. Pač. Ne moraš malo splavati. Mislim, lahko sam je boljš, če si takoj tam, ne. A te, tako kot te zdaj, verjetno te ljudje prepoznajo na cesti, ne? Veš kaj, starejši me prepoznajo zaradi nedeljskega podneva pa vikend paketa, ker vsem je malo po mojem starejša publika zvečer, mislim popoldne prežge TV pa tako, ne. Ja. Mi je bolj navajen folk starejši. Kolega me je eno dobro vprašanje rekel, te to drive ali te moti? Včasih me je motil, Ja. zdaj mi je pa čist nice, da mi rečejo tako. V mojem z mulcem sem to nekako mogel sprejeti, da ne moram jaz bežati tam po tržnici pred folkom, sem sta mali, veš, pa videti, ne, in se pač reče, hvala, tako, mislim, da se lahko čisto lepo, en cajt sem bil pa ja, mi je bilo pa to, kva je to zdaj, pa zdaj neh, pa puste me na mir. Zaradi YouTubea pa tudi mulci, pol, no, tako, ja. Ampak to je tako, Jože, veš, tako, se s kolesom sta mali in grejo v vrtac, pa mislim, na ta način. A pa to stvar, ki jo snemaš, ti nimaš rutine, ne, da bi ne vem, imel na neko časovno obdobje, ti kakor te snemaš? Ne, bilo je, ko sem začel, sem jih po mojem 35 naredil na let. Okay. Prvi 2 let po mojem je bilo tako. Pa je pa med koronom je po mojem se skap malo dol padal. Oziroma sem najprej začel malo odzun, snemati, lani sem pa po mojem 3-4 dal sem ven, mogoče 5, da sem pol decembra spet nekaj zalafal. Ampak ne vem, kar dol mi je padal, ni nič, ne vem za kva. Tudi placa nima več, včasih sem imel plac, sem imel studio pa to, med korono sem kar doma ostal, pol. Zdaj me pa spet to malo moram narediti, nek bolj sistem. Razdela. Ja. Imam zdaj kar plan, kva bom delal, kva me zanima. Tako da verjamem, da bo zdaj več stvari. Vsebin. Ja. Pa, kako pa, imaš ti sponzorje za stvar? Imel sem jih, se tudi moje me je to začelo verjati, da sem se pa preveč s tem delom ukvarjal, tako sem si zdaj rekel, da ne bom en cajta siguren imel. Ampak kako pa si dobil sponzorje, so prišli do tebe? Ja, sem kar fehtal, imel sem mailing liste, naredil sem nek ta pitch mail, pa sem pošiljal, ampak to je tako, no. So me pa recimo, mimo vrste je tako ratali, so oni mene klicali zaradi ene druge stvari, sem rekel, jaz zdaj tega nič ne delam, lahko pa vam ponudim, pa smo po mojem naredili enega pilotanga, da vidijo, kaj sem mislil, pa pol tako naprej. Pa sem v bistvu vsakmo, ki je mene klical, da bi nekaj imel, sem se rekel, tega sorry ne delam, lahko pa to naredimo. Ne?
In tako sem jih pol dobil, ampak to je vedno nižja cena, kot tisto, kar oni hočejo. Ne? Ja, čim ti sebe. No. Mislim, čim ti nekaj hočeš v svoj content, pa nekaj to. Se pravi, zdaj pa v resnici razmišljam o tem, a je vreden tega hasla, ali je boljš, da pač vsake toliko naredim nekaj to, kar folk hoče, pa pol, recimo, da ta cash kanaliziram, ker me vse nekaj stane ta stvar, nekaj ne montiram sam, pa jo dajem, pa plačujem pač folk, da zmontira. Kako pa to? Jaz sem montiral, na začetku se mi zdi, sem jaz postavil pač slog montaže, ne. Pa mi je rata to težko, ne vem, pa mi je pa lažje dati naprej. Sploh takrat, ko sem imel ful dela, sem pač probal čim več stvari, karkoli lahko dam ven, sem dal ven. Zato, pa to je stvar, ki jaz najdlje odlašam, da začnem montirati. Ne. Eni pa ne. Pa boljš, da dam unu, ne. Mislim, če dobro zmontira, pa recimo, da mi večina montažerjev prihaja, ne večina, vsi mi zelo nasprot pridajo pri ceni, ker ni komercialen, tudi tako, načeloma, če sem imel sponzorja, sem jim pol več dal, ne. Za epizodo. Kako je pa zdaj ful kolesarš pa to? Ja. Letos sem bil samo enkrat. Na kolesu? Ja, škaj, sneg pa to, pa se je še blatanje, kar zoprn. Dobro, pa se skozi snemaš pred vikend paketom, skozi snemaš. To s kolesom v mest. Ja, to pa sem, ja. Ja, zdaj v hosto pa nisem, nič na športnih kolesih pa sem bil enkrat, v petek sem bil še. Ja, sam je, veš, kaj je še mokro, je pa skoraj kada malo po mivki vozil, veš, je. Ni primerno. Mislim, ni toliko noro. Ja, pa je najbolj, da čisto. Meni se zdi najbolj suho, pa tudi če je bilo zmrzne, bi bilo kul. A res? Ja. A sprobal kdaj bajk, ima špice, ne? Špice. To bilo po mojem hudo. Ja, ampak po drugi strani greš lahko tudi smučat, ne? Veš, mislim, tako je malo to. Zdaj, glede na to, da ful stvari delaš in si ful že probal, a je kakšna stvar, ki imaš pa tako, ne, da ti mogoče ni bilo časa, ni bilo opcije, pa bi ful rad probal, pa se ti zdi, da bi ti bilo ful dobro. Sam pač ni bilo cajta. A tako športno, ali? Tudi drugo področje. Mislim, meni vse tele, recimo, jaz sem windsurfal, ampak tako, da smo hodili na kemp, v Egipt, pa pač, ne. To bi spet nazaj, ki mi je the best. 2 leti nazaj smo bili na Kanarih. Mojem glihka, preden se je uradno korona začela, mojem smo dan prevlekali iz Italije korono. Smo bili na Lanzarote, smo pedlali, to mi je tudi the best, to bi tudi hodil skozi. Taki športi so mi bliz, se pravi, bajkal bi tudi to, ki malo dlje hodijo, pa bikepacking, pa nekaj to. Čeprav, ne vem. A veš, tako, te stvari bi ful, več bi v hribe hodil, ne vem, veš, tako. Ja. Imel bi tudi kemper, pa bi se okrog furil. Sam to je pač, ne moreš vsega, ne. Ja, se mi zdi, da ta kempanje, recimo, ti life spremeni, pa ne moreš, ker... Ja, jaz ne moram tudi veš, ne vem, pa v nedeljo boš pa nazaj prišel. Exactly, ja. Meni je to tako, se pravi, se mi zdi kemper, ker zdaj je malo to, da ima večina veliko mojih vrstnikov ima kemperje. Meni to ne prije upoštev, ker pač dokler imam nedelo, ne. Ja. Čist simpel, ne. Se mi zdi, da pol, če vikenda nimam, je to brez veze, ne. Ampak mi je cool to, da veš, malo je tehnična stvar, malo moraš biti handyman. Ja, tako, pa tam pol fulenih stvari not narediš, pa tako, ampak lej, mislim, se da preživeti tudi brez tega. Se da biti nepremični objektus pa. Ma ja, ne, se jaz pa še malo sem tak, težko mi je, nisem glih popotnik, no. Nisi? Ne. Zakaj to? Ne vem, da se mi s tem, ne vem, težko mi je. Vse ponad, ko grem nekam je cool, Ja. Sam ni pa, da bi v meni bila stalna želja, dajmo nekam iti, ne vem, pač. Ne, lahko tudi dokumentarc gledamo v Afriki. Ne rapa biti, ja. Ja, zanimiva ideja, ja. Ker sem jaz dolg cajt, sem imel tudi tak koncept v glavi in sem bil tako eno kolegico, s katero sem malo okoli hodila pa to. Sem bil zmer tako, ja, lej ti organizeri, jaz bom tja prišel muzik vesel, ampak ti zaupam, lej. Ja. Zdaj hype, ja, da jih gremo nekam. Ne vem. Ne, letos
recimo polet planiran ta Balkan trip nek, Aha, en tedenski. 7 teden je malo, ne? Ja, dost malo je, s tem, da jaz bom pol še 2 tedna na Visu, Aha. tako da bo res ono zaključen. Jaz bi bolj to, veš, da bi nek bil, ne vem, 2 meseca. A veš, da bi, ne vem, šel v Buenos Aires in bi bil 2 meseca v to, pa da bi imel malo nek, ja, da bi imel nek projekt za narediti, a veš, da se tam neki, Da se stališ, ja. sam, da smo si nejasem, to ne bom naredil in tudi, veš, zdaj mi je too much. Že ne mislim, ja. Ampak na ta način, no, ali pa veš, da bi neki tam vlogov o tangu pizda, ne. Fair, ja. A veš, tako, in bi pa zdaj tango se zdaj tam 2 meseca učil, in vmes malo te frustracije, malo bi šel na izlete, malo bi se hotel tam nek z ljudmi, ja, tako. Ampak to je vse, to je samo nekaj, veš, idealistično, mislim, nek ideal v glavi, ki se veš, ki bi bil tam, bi pa to kar neki, ne. Najbrž, ne vem. Dobar, ja, si to, ker nekam priješ, verjetno ne ful. Se mi zdi, da ful romantiziramo to, da nekam greš, ker v resnici je pa sam tako struggle, tam se moraš prilagoditi, tam moraš poznati ljudi. Veš kaj je malo, je tako, fajn je to, ker se mi zdi, da štartaš, da takrat daš na nulo, a ne, ker greš nekam. Ja, Če bi doma lahko izklopil vse to, da bi vse to pozabil, a veš pa, da bi rekel, ej, danes imamo, ampak kaj zmer še, kaj z doma bom še to, bom še bom še tret, po mojem, da je to je prednost tega, da potuješ, a ne, ali pa da greš na drugo lokacijo. ja da bremena na sabo. Ja, kao z nulo štartaš, malo je ti vežeš ene stvari na plc, pa na tako. Ja. Zajten smo že kar tam, Aha, ok, ujela, ritem, tempo. nice. Tako da zdaj zadnjih nekaj vprašanj se bo Povej. nazvalo Daj. na tvojo prihodnost in pa na ideje, ki bi jih podelil z mlajšim. Čeprav ne vem, kdo gleda to. Ok, Ampak, Štekam. tako, v bistvu me zanima, prvo je, kaj bi rekel, da so usodne napake, ki jih lahko narediš v nekem samo ustvarjanju, oziroma pri neki solo poti iz vidika. Razumeš? ja. Jaz bi rekel so-called perfekcionizem, Okay. to je nonsens. To je samo, perfekcionizem ni perfekcionizem, ampak je napačno, se pravi, slabo prioritiziranje. No? Se pravi, a veš, če ti hočeš imeti v nulo, sorry. Ne, na fon. A ja, se je to povedal. Če hočeš imeti v nulo kadra, ne? Ja. A veš, pa nimaš cajta za to, pa nimaš pa ne vem, ful hude montaže, je to nonsens, a ne? So, kadar me je toliko dober bližen, kot si lahko montiraš, a ne? Ja. Ali pa delaš sound, ali pa imaš dober scenarij, a ne? Ni treba eno stvar, pa, ne, to je meni nonsens, a ne? Se pravi, narediti probi delati vse skozi malo boljše, a ne? In to, da se v eno stvar zapičeš in mora ti zbiti, to se mi zdi nonsens. Temu je sečen perfekcionizem, jaz bi ful rad, da to imamo pa res v nulo. Lej, ni pizda, ker nikoli ne bo tako. Nek ta moment, da dele, pa poglej, pa analiziraj, pa reč, ok, pizda, tole je najslabš, dajmo to najprej zrihtati. Ne pim pa tiske najboljš. Razumeš, ne? Ful ti sede, ful imaš dober uč in pa so super kadri, pa vse. A montaža šepa, sound šepa, ne vem kaj vse, in ti ne, še boljši fotič, še bolj to, ne. Mislim, ok, ja, pa spol pej to uno smer, ampak pa bo sem fotograf ali whatever. Ampak če pa delaš video kot tako ustvarjalec, v resnici moraš od začetka do konca, kot nek videoproducent, pa delaj predvsem na unih stvareh, ki so najslabše, a ne? A veš, pa tam pejt naprej, tam boš največji preskok lahko naredil. To je po mojem, to je kar ena bolj ta najbolj glavnih, se mi zdi, stvari. Ja. Pa ne čakati na ta prav trenutek. Ne. Ker ga ni. Ni ga, ne bo ga. Zdaj le, pač fuck it. Zdaj le pet nekaj narediš, če se ti zdaj ne bom jutrom najprej to, fuck it, ne, zdaj le nekaj narediti. Sploh, mislim, z tega vidika se mi zdi pa TikTok, pa vsa ta jajca cool, ker v bistvu karkoli, kjerkoli ideja je relativno
jo lahko hitro zapakiraš in daš gor in ne potestiraš. A ne. In Bob tudi rekel, da na začetku je smiselno po mojem krajše stvari delati. A ne. Se pravi, je TikTok smiselen ali pa ne vem, Reel ali pa whatever. A ne. Jaz verjamem, da skozi to lahko rasteš za daljši format. A ne. Ok, zanimivo. Te sem se kar zaštartal od tako. Dobro, ampak vse to je podcast. A ne. Ja, to je drugo. Fuck it, ne. Sej kle je skoraj lažje 1 uro delati, a ne, pa 15 minut. Ne. Ja. To je tako, ampak mislim, vse podcast je pa pač ne vem, pizdarija. Če gledaš, veš, kaj dela Rogana tako popularnega? Za moje pojme je to, da je bil prej prepoznaven. Ja, sam, veš, milijon ljudi dela danes podcaste. Ne? Ja, vsi. Ampak je on še zmer... Za meni, ja. Ja. Ne vem, meni se zdi še zmer, da je tudi zelo sfokusiran, zelo načiten, pa zelo zna... Vsak ima lahko neko detaljno debato. Ja, ni to, mislim, meni možgan začne kuhati, ker sem probam razumeti. Ja. Ki se kar naveže na neki... Sej, imaš feeling, da veliko, mislim, sej, veš, on je tudi kakšne teorije zelo pa tega, mislim, sej ima kakšne, je bizar, pa jaz rad gledam tudi kaj tacga, zato ker mi je zabaven, pa zanimiv. Sam to, no, ne vem, kad ti izgledaš, ne vem, zakaj ene stvari lahko, kako se on lahko pogovarja in posluša in ne vem, to mi je kar fascinantno. Ne. Ali pa recimo gledam, kdaj tegale Conan O'Brien Need za Friend, ali ko je. Ja. On, ki je nehal delati oddajo, pač dela to, samo on dela to še z 2 zraven. Ne. Ja, te studijske variante so čist nekaj drugega. Ne. Ja. Se mi zdi, da se je enkrat v en prostor zaprt, ker recimo tle se mi zmer zdi, da je tako malo, nisi čist in the thing, ne moreš čist se poglobiti. Ja, ne vem. Se mi zgodi tudi, da grem ful tako površno, se lahko povem, ker se mi zdi, ker samo zagotovim. Da grem zelo površno, pa da v ta pogovor mogoče kdaj celo ne zapadem za res v pogovor, ampak je res mogoče bolj intervju. Vešim tudi ne vem, zdaj sem jih naredil koliko 34 teh. Ja. Se mi zdi kar tako, kadaš nisem nič naredil. Pa tako sem sploh kaj napredoval od začetka, veš, in tako grem prvega gledati, in tako je pa dobro, če ne drugega ne clam več. Ja. Še in pol drugo, ajde, se guraš, ampak se mi zdi, da te podcasti pa to je kar kilometrina, da nekam pride. Po mojem tudi, v resnici ne vem veliko o tem. Se ljudi tudi impresionira, če bo zdaj nekdo kliknul, ne vem, stvar, pa bo številka 156, recimo, pa bo rekel, fuck, ta model dela, ta je priden, se pravi, mislim, nekaj mora biti, da ga driva, da on to sploh dela, ne? Da ti po 2 ogleda na 100 video o teorijah zarote, ki imaš kakšne kanale, ne? Recimo, ki ljudje razlagajo svega svašta, ampak a veš, pa si pa rečeš, ja, ok, se modele naredite že 160 stvari, ne, mislim. Ja, tudi če jih dela. Da ti tudi številka nekaj da, ne? Ja, se ti da. Ti kvaliteta tudi definitivno. Ja, se ti da. Ne, v resnici, ja, ne vem, to sta drugače. Od teh podcastih imam težko bi kaj pametnega ti kle povedal. Ne. Vse, ja. Ne vem. Zdi se mi, da je zdaj res full folka dela podcaste. Preveč. Mislim, Jaz sem tako full, sorry, kad te prekinem. Ne, kar. Imam tako eno vprašanje, tako retorično. Zakaj vsi delajo podcaste, pa jih noben ne posluša? Ja, mislim, pa se ene posluša, ne? Eni posluša. Ja. Samo moraš najti. Zakaj, ko si hodil reči, zakaj? Zakaj vsi delajo podcaste, pa jih noben ne posluša? To mi je tako vprašanje. Ja. Se mi zdi, da danes kar vsi neki kreatorji hoče biti, pa ne rečem, da to ni prav ali pa narobe. Ampak tako, vsi imajo kar nek naziv, vsi na Instagramu že nekaj zraven delajo. Model, kje so potrošniki? Ja. Kdo vse to posluša? Ja. Če pa res prednost podcasta, sicer ne mišljam tega videa, ampak da je prav podcast, je to, da načeloma lahko pospravljaš, kuhaš, karkoli delaš zraven. Ne? Se pravi, se nekako poveča doseg. Pušnik mi je ful dobro rekel, ti daš v bistvu človeku, ki nima časa, da je napival občutek, da si z nekom napil. Ja, se to tudi vloganje, po mojem. Ne? Ja. Ker veš, v kamero govoriš in ljudje so zmer bolj... Stavo na kolesu ali postavo ali na skateparku. Ja. To je kar žalostno. Ne?
Mislim, Ja, je. res je puno turobno, kot temo prišle. Ja. Ne vem, kaj pa vem. Zdaj sem bil na predstavi eni, pa gledam dol folk. Sem rekel, kako je tudi to bizarno, da pride tam 200-300 ljudi, ki gleda v eno smer, zato da se smeji. A veš, Ja, mislim, a ni najbolj zabaven, ki si z nekom tako, se 3-4 pa se pogovarjajo, pa je to zabaven. Ker pa zdaj, ti zdaj meni pripravljaš joke, zato sem jaz smel, mislim... Ja, isto na stand-upu, jaz tudi na odr stopam, sem tako prijem gor in tako nema, je to zdaj 5 ljudi ali 30 ali Ja. 70-80 ljudi. Tako stopam gor in vedno imam ta pomislek tako, kaj vi delate, zakaj ste tle pač? Sem tako pač, ful zanimiv, no. Ja, se je, ne. 70 nekih travm, življenjskih zgodb me te gleda, ne. Ja. Mislim, dober, to je verjetno tudi drugače preteti na TV-ju, ker nimaš nezga. Nimam tega, ja. Stika. Vi tudi nimate folka v studiu? Imamo nekaj malega. A, imate? Zdaj, Imamo je samo 10. korono, Med korono nismo, ja, ker takrat so bile omejene neke številke za studio, pa to, koliko je ljudi ti noter. se spomnim, da je bilo pol na recepciji, je bila cela drama, ja, danes pa prije 10 gledalcev. Wow. Ja, Komu zdaj? Handlala, veš. Kao, ja, 2 leti nazaj 200 ni bil problem. Ja, ne. Cool. Hotel sem te ful še vprašati, pa bo to spustila, pa bo to v drugem delu tega podcasta. Lahko pa tudi, kakor hočeš, prav. Zažgal si letalo, to se ful pohvalo. Ja, to je grozen, stari. To, ne vem, tebi kot gasilcu ne morem... Ne morem tega Ne morem ti tega razlagati. Grozen. Ja, Skor sem ga zažgal. to je na dobu. A si bil kot mulj, no pa sem to pomislil, a si bil kot mulj ful problematičen, ful hiperaktiven. Jaz zase ne bi rekel. Ne bi, Ne. Čeprav zdaj, ko se kakšnih stvari spomnim, si kar šokiran. veš, kaj se spomnim? Kar mi je recimo nekaj, ki mi je tako wow model. Ne vem, koliko smo bili stari, ampak jaz sem že vozil po mojem avto doma, tam od soseda, ki me je naučil neko katro, sem lahko tam prevažal, pa to pomeni, da je bila še osnovna šola, pa tam po dvorišču, ne zdaj je ful. Škofljica, ja. Pa da sem na gasilskih vajah, ker so ključi noter v kombiju, pa to nek star IMV kombi, in ven, in dol na barja, ker je pač tam. In valjda model, ki nas je imel, je šlaufal, ampak ni imel recimo ful avtoritete, toliko, da bi se ga bal. In jaz smo se mi tam, jaz sem vozil ta kombi, da ti se šlo po Šreka, veš, čez ovinke in to bi se lahko tudi prevrnilo. Ja. A veš, tako, zdaj pomislim, ali pa tam, še kaj na barju, so skozi kanali, a ne? So lobi not zleteli, lobi pošrek, lobi se obrnili, lobi pa tam odzad pa folk, pa ne vem, 3-4, ki jih je premetaval. Ja, po mojem tam 6-7 razred, a ne? Ali pa recimo max do 8, ampak že to, jaz mislim, da 8 klas smo bili že, tako. Ko da je moral iti prej, une premetali, vsi smo se režali, une cevi so letele, a veš, grozen, a ne? Ja, Ja, tako, in to je bilo zelo nek hul komedij, veš, nekaj, ki ni bilo tako, da bi bil jaz ta model, no, da bi ful si upal, ampak kaj tako so bili pa te neki izpadi. Drive, ja. Pa ti družba toliko drivala, da si takrat, je bila varianta uno, ne upaš. Ni bilo, to je bilo, veš, ker res v neki noter, pa to se spomnim, recimo takih stvari se spomnim, spomnim se, da je bil nek ta moment, jo je to z avtom, pa to, da bi gonil, pa tako, ne. Tudi, ko sem jedel izpit, se mi zdaj bila prva stvar, ker danes mi je to čist bizarno, ne. In zdaj ne vem, nekaj je, veš, malo je nek dark side, no, noter. Ja, prav imaš dark side. Imam dark side, pa tudi kot mulj, zelo pa ko smo začeli piti, nismo tako hitro začeli, ampak ko smo začeli piti, smo šli kar v temo. To je weird mi je, weird mi je, recimo, kar nazaj mislim, da je kolikrat se je to zgodilo. Ja. A veš, da to ni bilo dvakrat fakt model, lahko to, mislim, to je brez veze, a ne vidiš, da je to brez veze, da je vstal se pač 2 pijači, pa je to, a ne? Ja. Ne, star, veš, da se je to mi je bizar, ne. Ta mladost, ta... personality, ki je zdaj še, kako to so... Ti je tako, ja, kva ne. Zanimivo.
A veš, tako, ne vem, tak, ampak drugače pa, kaj pa jim, bil sem gobčen, pa po mojem sem bil kar težak, malo tako, da sem skozi nekaj zezal, pa kar bi lahko v resnici v slabi družbi bi komod buli rato. Sreča sem imel po mojem okrog sebe ljudi, ki so me model. Spol z X5, ko pripelu se tle pa dol šipo dol, pa snemate? Ja. Po mojem, da obstaja usporedno vesolje, kjer sem totalen težak. Seveda bo nekdo rekel, to je to vesolje, ampak kjer sem hujši. Tako. Kaj pa je lahko še huj? Se veš, kaj je huj. Vse živo je lahko huj. Mislim, film, ki me sigurno najbolj odprl glavo, je bil Botar, a veš. Ja. Botar pa Goodfellas. Sploh, ko smejhen, tu shodiš okrog, ti zdaj mafic. Sej tak dobiš pa en šamar, te čaka za prvim, ampak do takrat pa hodiš okrog, a ne. Tako da ne vem, ali pa spomnim une rane, pa to, se spomnim, da sem jaz pogledal okrog po dvorani, vse nas je bilo, ne vem, koliko jih je sedežev v Unionu, ampak toliko takih mulcev, ko so bili, Ja, toliko je se pol prišlo ven iz kina in mislili, da ste. Se pravi, moje zihni dolg trajal, ker sem dobil okrog v 6, po mojem, zelo hmal nekje, ampak... Hvala ti lepo. Hvala tebi. Treba te odrezati. Ok, cool. Po moje sve res tako 1 ura skoro. The best. Hvala lepo. Gledali ste, da Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.